Najprej so jih sprejeli prebivalci neurejenega romskega naselja Žabjak, v celoti postavljenega na zemljiščih obrambnega ministrstva. Pogre samo, da bi mir imeli, pa da bi zemlja nasa bila, da bi elektriko imeli. Pa da ne bi, da en Rom nekaj naredi, da ne bi drugi Romi bili krivi pol zaradi tega in vse tole. Romi želijo točne odgovore, kaj se bo z zemljiščem, na katerem stojijo njihove hiše, zgodilo, pravi Dušica Balažek. Naši ljudje, ki živijo na tem območju ali pa v kateremkoli drugem naselju v mestni občini Novo mesto, katere lastniki so tudi mestna občina, ne želimo, da nam nekdo podari ta zemljišča. Želimo pošteno odkupiti na način, katerega se da dogovoriti in sprejeti sklepe. Družine bi sodelovale po svojih zmožnostih, dodaja, a brez pomoči občine in države ne bo šlo. Minister za kmetijstvo in okolje Franc Bogovič se strinja, da je najprej treba urediti lastniška razmerja. Od tu naprej pa to, kar se je že v nekaterih primerih tudi pokazalo, aktivna vloga občine, sodelovanje tako Romov, kakor tudi njihovih sosedov in prvi vrsti dogovor o sobivanju v kraju, kjer Romi bivajo. Država pa mora zatem zagotoviti denar za gradnjo infrastrukture. Bogovič sicer poudarja, da je bilo v novomeški občini doslej veliko zamujenega. Župan Alojzij Muhič pa odgovarja, da pri sprejemu občinskega prostorskega načrta leta 2009 niso dobili soglasja obrambnega ministrstva, zato je Žabjak izpadel iz postopka legalizacije. Poleg tega pripravljamo mi nov predlog sprememb občinskega prostorskega načrta, kjer pa nam krajevna skupnost Bučna vas in pa civilna iniciativa, ki je organizirana, nasprotuje tej ureditvi tega naselja. Njihovo soglasje je tukaj potrebno, ne bi ga pa potrebovali, če bi ministrstvo že v preteklosti izdelalo državni prostorski načrt, poudarja Muhič.